Žiga Jeglič, še eden izmed tistih, ki vam je Švedska, lahko bi rekli, kar domača dežela. Igrati na Švedskem hokej je seveda nekaj posebnega. Kako pa sami gledate na vse to? 2 treninga ste opravili, v bistvu sedaj čaka zgolj in samo še tekma. Vaši vtisi prvi tu? Nekako mi je že domače okolje to, ja. Ampak še vseeno je treba pokazati na ledu pol, kako domače je. Siguren bo, se pripravljamo zdaj na prvo tekmo z Norvežani, ki bo seveda zelo zahtevna in jaz upam, da bomo čim bolj začeli to svetovno prvenstvo. Uigranost, zelo malo ste bili skupaj, dobesedno ste denimo Tičar prišel šele v zadnjem tednu, vas to kaj skrbi, pa konec koncev tudi poškodba Saboliča, najbrž bo podzavestno vendarle malo razmišljal tudi o svojem rebru. Ja, sigurno so to eni dejavniki, na katere nekako nimamo zdaj vpliva, ampak uigranost nekako upam, da ne bo problem, mogoče edino ta poškodba, upam, da ne bo se nekako obnovila ali pa da ga ne bo preveč bolel, ampak mi moramo nekako pozabiti na to in se čisto skoncentrirati na prvenstvo, na tekme, predvsem na prvo. Jutri tekma zelo zgodaj, 12:15, nekoliko nenavadna ura, ampak tudi temu se je enostavno potrebno prilagoditi. Ja, seveda, tako kot sem že prej rekel, to so taki dejavniki, na katere nimamo vpliva, mi lahko samo poskrbimo, da bomo dali vse od sebe in odigrali čim boljšo tekmo. 12:15 je res ena zgodna ura, ampak tako za nas kot za Norvežane in mi se moramo osredotočiti na našo igro, na čim boljše izpolnjevanje zastavljenih ciljev in potem bo uspeh tudi prišel. Kako ohraniti tisto, kar ste zaključili v Vojensu, tam 3 tekme, 3 zmage, tu bi bile 3 zmage prej kot ne že dovolj za obstanek? Ja, to bi bilo res super, ampak jaz mislim, da moramo nekako kar malo pozabiti na tisto v Vojensu in nekako iti tekmo po tekmo in igrati čim boljši in potem bo tudi uspeh prišel. Lahko bi rekli, da tudi treniranja možnosti z igralcem več v tem zadnjem obdobju in med pripravami ni bilo prav veliko. Koliko je to hendikep za reprezentanco oziroma za vse tiste, ki igrate v teh postavitvah? Pri powerplayu je ponavadi zmeraj tako, da vsaka podaja, vsak strel, če je dober ali pa če se vse poklopi in daš gol, je vse super, če pa mogoče ena stvar, mogoče malo pak skoči ali pa ne ustreliš tako dobro, pa potem ni gola in lahko rečemo, da ja, nismo igrani in to. Tako da nekako jaz upam, da se nam bo na tekem poklopilo, mi znamo igrati, res je, da ni bilo veliko časa za uigravanje, ampak če bomo odigrali in imeli tudi majčkeno sreče, mislim, da bodo tudi goli prišli. Novembra v Ljubljani smo razmišljali, da je tisto bila najboljša reprezentanca, ki se je kadarkoli zbrala pod okriljem slovenske zastave. Takrat Norveška ni imela nobenih možnosti s Slovenijo. Kaj menite za tekmo tu? To bo čisto druga tekma. Norvežani takrat niso imeli, mislim, da tudi približno tako močne zasedbe kot zdaj. Tudi mi smo imeli še dodatno vrednost z Anžetom Kopitarjem in Muršakom, tako da to bo čisto druga tekma, mi bomo mogli dati svoje najboljše, če želimo uspeti to tekmo in jaz upam, da nam bo to tudi uspelo. Tudi mi, srečno. Hvala vam.